Vi nam boste pa pomagali. Ja, danes je mednarodni dan mladih. Ja, vas, jaz sem to. Če ste ta prava, vas je vseeno malo. Vidite z mano. Nič nas ne bo strah, gospa, evo tole, vidite, kar sem. Mednarodni dan mladih je nekaj smo čakali, portlele se zelo nekaj se kaza pole, zdaj so vsi suhi, Tvoje očala imate, to rabimo, ste skupila, ste njegov oče. Ne, to je moja žena, to je moja super, on je pa vaš sin. To je pa moj kolega. Kolega, okej, preferanci. Ti si visok, prid, tole, ki ti si? Ja, bo zdaj. You stand over here, don't worry. Oh, yes, you are number 8. Yes, it is international. Yes, no. Sono una... Jaz imam streho. Ja, tako, pred soncu bo res mednarodni dan danes. Ja. Okej, še ene, ramo še ene. Okej. Signore! Ja. International. What number 12? Okay, he is from Portugal. Yes, you stand over there. Come here, you stand over here. Lucky number for you. Vieni qua. Close. We need one more young. Okay? Okay, it is International Youth Day, everybody. Okay. Mednarodni dan mladih. You are all very young. Yes, I'm young. 75. And the world is our oyster. Everybody, ready your umbrellas. We will open umbrellas now. Just get ready. Just get ready. Everybody down umbrellas. Just down. Yeah, open but down. Letošnji slogan je, dovolj je bilo teka za vozom in na 1, 2, 3 jih bomo vsi dvignili. Gospa je D, O, V, O, L, J. Nasledek. D, V, O, L, J. Kaj je to? G, E. Ne, saj prav. Švic, je, ti, T, E, K,
A, Z, V, O. Za, V, O, Z, O, M. Ok, zdaj se pa še raztegnemo. Allargati, mi sono seguiti, allargati. Pa damo Marele v spredi pred nas. Tako bo spas, kako se je rekel. V, O, V, O. Yeah, you did it! And everybody close umbrella. Vai! Bye! Not Regen, never mind. It is International Youth Day, mednarodni dan mladih je in zdaj je čas, da dobre novice in kaj se dogaja z vami deli naš predsednik Tin Kampel. Začnemo. Torej, dobrodošli na tiskovni konferenci Mladinskega sveta Slovenije o mednarodnem dnevu mladih. Z nami tukaj so Tin Kampel, predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tibor Voroš, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije in dva ambasadorja, Katarina Brnisel in Toni Sakunek. Sedaj predajam besedo Tinu Kamplu, ki bo nekaj povedal več o dnevu mladih. Hvala. Lep pozdrav še moje imenu, hvala za besedo. Hvala tudi vsem vam, novinarke in novinarji, za udeležbo na novinarski konferenci današnji in pa seveda hvala vsem udeležencem naše ulične aktivnosti, s katero smo izpisali slogan kampanje Participiraj, dovolj je teka za vozom. Kampanja Participiraj je osrednja kampanja Mladinskega sveta Slovenije, s katero bomo mlade spodbujali k aktivnemu življenju, tako na športnem kot tudi družbenem področju, da mladi sami prevzamejo odgovornost v svoje roke. S kampanjo bomo mlade spodbujali, da se premaknejo iz cone udobja, da se aktivirajo, mladim bomo predstavljali različne načine aktivnosti v družbi in jih spodbujali k njihovi udeležbi. Mladi se morajo aktivirati na številnih področjih, pokazati, kaj lahko naredijo in da se njihov glas sliši. Kampanja bo potekala na lokalnem in nacionalnem nivoju skozi različne aktivnosti, ki bodo potekale tako na terenu, podobno kot danes, na družbenih omrežjih in pa tudi preko družbenih omrežij. Posebej bomo mlade vključevali v aktivnosti tudi preko posebne aktivnosti, preko posebne nagradne igre, v kateri bodo mladi objavljali slike med svojo športno aktivnostjo in jih označili z hashtagom Zgani se in participiraj. Hkrati bomo kampanjo stopnjevali nekje v letošnjem letu do predsedniških volitev, kjer bo vrh kampanje in bomo organizirali posebno soočenje predsedniških kandidatov z mladimi, vendar se kampanja s tem ne bo zaključila, ampak se bo nadaljevala v naslednjem letu, ko so na sporedu parlamentarne in lokalne volitve. S kampanjo želimo opozoriti na težak položaj mladih in da je dovolj teka za vozom in drobtinic oblastnikov. Čas je, da se mladi zganemo in vajeti, da popeljemo voz, prevzamemo v svoje roke. Kampanja Participiraj tako opozarja, da moramo biti mladi aktivni na vseh področjih, političnem, kulturnem, ekonomskem, družbenem in tudi športnem. Mladi zganimo se in participirajmo. Aktivno vključevanje mladih v družbo je vse večji izziv ne samo v Sloveniji, ampak povsod v Evropi. In ključno je, da se mladim, še posebej ranljivejšim skupinam, omogoči večje in lažje vključevanje v vse sfere družbe, na trg dela, v socialne interakcije in v odločanje. Ena od definicij mladih pravi, da si mlad, dokler ne greš čez vse točke odraščanja oziroma dokler se popolnoma ne osamosvojiš. Aktivno udejstvovanje v družbi je še toliko bolj pomembno v času, ko se mladi kljub gospodarski rasti in nižanju stopnje brezposelnosti še vedno srečujemo številnimi izzivi na področju bivanjskih razmer, na področju vse večjega pojava prekarnih zaposlitev in pa zaradi nizkega plačila oziroma nedostojnega plačila za delo, kar otežuje naše osamosvajanje.
Vkolikor želimo družbo, kjer bo vsak posameznik lahko uresničeval svoje potenciale in zaživel samostojno življenje, je nujno, da ustvarimo pogoje za vključevanje mladih v vse sfere družbe in s tem vplivamo na zvišanje kakovosti življenja vseh nas. V Sloveniji je v primerjavi z drugimi evropskimi državami konvencionalna politična participacija med mladimi zelo šibka. Raziskava Mladina 2014 ugotavlja, da mlade tovrstna participacija zanima manj kot njihove vrstnike v državah Evropske unije in da imajo mladi pri nas izrazito negativen odnos do predstavnikov oblasti in javnih politik. Zgovorno je tudi dejstvo, da se Slovenija uvršča najnižje med državami Evropske unije po branju in objavljanju mnenj o družbenih in političnih zadevah na spletnih straneh. Zaostajamo tudi z vzhodnimi državami, najnižji delež pa je ravno med mladimi med 16 in 19 letom starosti. Pomembna dejavnika pri tem sta predvsem izobraževalni sistem, ki mlade ne pripravi dovolj oziroma ne opremi dovolj za znanje aktivnega državljanstva in pa splošna negativna klima, ki je nastrojena proti politiki. Na tem mestu bi dal besedo podpredsedniku Mladinskega sveta Slovenije Tiborju Vorošu, da nam podrobneje opiše področje stanja na področju participacije mladih. Hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Med ključne dejavniki za nizko participacijo mladih v Sloveniji lahko uvrstimo pomanjkanje znanja in odsotnost razpravljanja o političnih temah. Mladi v času izobraževanja ne osvojijo znanj in kompetenc za participacijo v družbi ter za primerno kritičen odnos do družbenega dogajanja skozi tako imenovano državljansko vzgojo. Znanja z tega področja je pozitivno povezano s politično aktivnostjo. Torej, bolj ko se na področje spoznamo, več se vanj vključujemo, kaže raziskava Mladina 2013 in podatki Eurostata iz leta 2015. Ki mlade iz Slovenije po aktivnosti objavljanja in branja o političnih zadevah na spletu uvrščajo med najnižja v primerjavi z drugimi državami Evropske unije. Nezaupanje in odpor mladih do politikov in politikar. Medtem ko je v večini držav Evropske unije zaupanje državne oblasti med mladimi nekoliko višje kot pri splošni populaciji, to za Slovenijo ne drži. Ob tem pa za nas velja, da smo med državami OECD povsem na repu po zaupanju v državno oblast. Tako v splošni populaciji kot med mladimi. Mladi slovenski državljani so v tem smislu najbolj nezaupljiva populacija v teh državah. Nizek interes in motivacija mladih za politiko. Svetovna raziskava o vrednotah kaže, da mnoga mlada politika le malo zanima. Več kot vsak četrti je namreč izbral odgovor, da ga politika popolnoma nič ne zanima. Mladi slovenski državljani tu niso med najslabšimi, saj se za 33% uvrščajo na 11. mesto. Imamo pa eno največjih razlik med mladimi in splošno populacijo. Slednja je pri nas izbrala ta odgovor v 23%. Mlade pri nas torej politika zanima bistveno manj kot ostale generacije. Prav tako je pri nas volilna abstinenca mladih na volitvah v Evropski parlament višja od evropskega povprečja. Mladi se danes počutijo nevidne in neupoštevane, saj se od njih pričakuje le, da bodo sprejemali dane razmere, izkoriščali dane možnosti, se izobraževali, ne pa tudi te razmere so oblikovali. Nemožnost vpliva na odločanje ter pokroviteljski odnos oblasti pa znižujeta motivacijo mladih za participacijo. Mladi lahko veščine in kompetence ter zavedanje o pomenu aktivnega državljanstva pridobijo na različne načine in preko različnih udejstvovanj. Mladinske organizacije in organizacije za mlade so prostor, ki skozi aktivno udejstvovanje mladih prinašajo posameznikom učno izkušnjo ter mu omogočajo razvoj družbenih veščin in spretnosti. Na Mladinskem svetu Slovenije nas veseli, da je prostovoljstvo udejstvovanje mladih v samem vrhu OECD držav. Nekateri podatki kažejo, da se mladi pri nas pogosteje prostovoljsko udejstvujejo kot splošna populacija, kar je, gledano v mednarodnem merilu, precej neobičajno. Prav tako se ta podatek ne ujema s podatki o registriranem prostovoljstvu v Sloveniji, kar kaže na to, da je med mladimi veliko prostovoljstva, ki ostaja nezabeleženo in nepriznano. Tudi zavedanje mladih o vplivu, ki ga imajo na družbene spremembe, pri nas narašča. Mladim je zato potrebno zagotoviti več različnih kanalov, ki jim bodo omogočili večjo in aktivno participacijo pri procesih odločanja, da s tem naučijo svoj potencial in prispevajo k družbi.
Poleg tega pa je potrebno nujno izboljšati pogoje za učenje in povečanje participacije. Hvala lepa. Tibor, hvala. Ker se na Mladinskem svetu v Sloveniji zavedamo izpostavljenih izzivov in ker želimo k temu prispevati oziroma to naslavljati konstruktivno, smo že v lanskem letu pripravili nov prenovljen programski dokument za spodbujanje participacije mladih, ki smo ga predstavili tudi predstavnikom vlade v okviru Sveta Vlade Republike za mladino, vendar še vedno nismo prejeli oziroma nismo zadovoljni z izzivi. Zato še enkrat naslavljamo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da na vse ravni izobraževanja uvede državljansko vzgojo v najširšem pomenu in mladim že v času izobraževanja ponudi praktično izkušnjo participacije. Na vlado oziroma politične odločevalce naslavljamo priporočilo, da spremeni zakonodajo na področju volitev in razmisli o uvedbi elektronskih volitev, o znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let in razmisli o uvedbi posebnih mladinskih kvot na kandidacijskih listah. Hkrati pa naslavljamo tudi pobudo za vključitev mladih v tiste ključne organe odločanja kot ekonomsko-socialni svet, skupščino Zveze za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sveta Zavoda za pokojninsko zavarovanje in pa ne nazadnje vključitev predstavnikov mladih kot predstavnikov določene organizacije v Državni svet Republike Slovenije. Pogosto lahko strani Evropske unije in držav članic slišimo, da so mladi prihodnost zaradi svoje inovativnosti in energije nepogrešljiv del družbe, ki ne sme nikakor ostati preslišan. Toda trenutno mladi v Sloveniji, kot tudi v Evropi, ne morejo upravljati z lastno prihodnostjo. Če so mladi resnično prioriteta, je potrebno v njih vlagati in njih vključevati v procese odločanja. Če si torej želimo zdravo, skladno in povezano družbo, ki bo nudila perspektivno prihodnost in v kateri bodo ljudje z veseljem ter produktivno živeli, moramo ustrezno poskrbeti prav za mlade, skupaj z mladimi. Na tem mestu mi je veliko veselje, da lahko med nami pozdravim tudi Katarino Braniselj in pa Tonija Cahuneka kot prva oziroma glavna ambasadorja kampanje Participiraj, kot posameznika, ki svojo izkušnjo s tem, kar sta dosegla, med mladimi predstavljata vzornika in na nek način motivacijo za to, da so aktivni v družbi, da participirajo in na nek način s tem tudi vračajo. V besedi vabim Katarino Braniselj, novinarko in TV voditeljico na Televiziji Slovenije. Hvala za besedo. Zdaj smo že kar nekaj slišali o tem družbenem pomenu aktiviranja. Namreč posameznik, ki je družbeno aktiven, seveda lahko na koncu prinese oziroma prispeva k neki širši spremembi. To vsi vemo, čeprav vsi razmišljamo tako, se jaz kot sam ne morem ničesar spremeniti. Ni čisto tako, z majhnimi koraki se lahko dosega na koncu koncev tudi res velike cilje, ne samo v družbenem smislu, ampak tudi čisto osebne. Nekako zadovoljen posameznik, ki je vključen v družbo, tudi sam svoje lastne življenjske izzive lažje premaguje, bodi si v času študija ali potem v času prve zaposlitve, ko jih ni tako malo, z veliko težavami, kot smo slišali, se danes soočajo mladi. In tu svojo vlogo predvsem vidim kot neke vrste ambasadorja v tem aktivnem, zasebnem, športnem smislu. Namreč sama sem izkusila, da mi prav ta del življenja, neka aktivnost, lastna, športna, pa tudi, ko se povezujem z drugimi mladimi, da veliko moči, motivacije in neke energije potem, da zmorem tudi, ko je malo težje. In pred časom sem brala eno basen, ki se mi zdi za ta moment mogoče primerna, in sicer je basen o nekem malem slončku, ki je delal v cirkusu in so ga priklenili z verigo na en tak kol in vse skozi si je blazno želel na svobodo, in ko je bil mal, je seveda poskušal pretrgati to verigo, izruvati ta kol in mu absolutno ni uspelo. Poskusil je en dan, pa drugi, pa tretji dan in potem je obupal. In veliko let je delal v tem cirkusu in nikoli več ni poskušal, čeprav je s časom to verigo načela rja in tudi sam je pridobil na moči in brez težav bi kot odrasel slon ta kol izpulil in šel na svobodo. In se mi zdi pomembno sporočilo, da se pač nikoli ne gre kar udati, pa reči, se ne da ničesar spremeniti. Z neko aktivnostjo se lahko naredi zelo, zelo veliko. Katarina, hvala. V besedi vabim še Tonija Cahuneka, novinarja, voditelja, režiserja in še bi lahko našteval. Toni, izvoliš.
Jaz moram reči najprej, da sem bil zelo vesel, da ste se spomnili name oziroma da ste me povabili, ker dostakrat, ko me vprašajo, čemu bi pripisal to, da lahko pravzaprav zdaj v toliko odraslem življenju počnem tiste stvari, ki jih sam hočem, lahko rečem, da predvsem temu, da sem bil kot mlad izjemno aktiven in se mi zdi, da je, če kaj lahko predam novi generaciji mladostnikov, je predvsem to, da naj bodo aktivni v teh letih, ko še lahko izbirajo, kaj je tisto, kar sami hočejo početi, če ne bodo kasneje mogli delati marsikaj, česar si ne želijo. In se mi zdi, da pač v mladosti si lahko to prvoščeš, marsikdaj imaš toliko več časa, da najdeš tiste stvari, v katerih si dober, da dobiš konec koncev tudi neko potrditev in da na tem gradiš. Mislim, da je nujno, da se mlade spravi iz te zone ugodja, v kateri so, kajti zona ugodja je največji, po mojem mnenju, uničevalec kreativnosti in napredka in včasih je bolje narediti korak v napačno smer, kot ne narediti koraka in obstati na mestu. Zdi se mi pa, da to vrstna aktivnost, kot je, pravzaprav participiraj, je nekaj takega, kar potegne mlade in jim da veljavo. Premalokrat se mi zdi, da so mladi slišani in tukaj je pravzaprav mladinski svet gonilna institucija, ki poskrbi za to, da imajo svoj glas in da se konec koncev prepoznajo v takšnih aktivnostih, kot je participiraj. Tako da jaz upam, da jim bo predvsem ta naša pozornost in pa konec koncev izkušnje, ki jih imamo, bodi si ambasadori, bodi si organizatorji, seveda celotne kampanje in projekta pomagale, da bodo imeli toliko bolj aktivno mladost in da bodo marsikaj od tega potegnili tudi v nadaljnje življenje. Toni, hvala. To je toliko z naše strani, seveda smo pripravljeni še na vprašanja. Drugače pa ja, vabljeni k spremljanju kampanje Participiraj. Danes je bila to prva aktivnost, ki definitivno ni zadnja, kot že rečeno, stopnjevala se bo v letošnjem letu do predsedniških volitev in se nadaljevala tudi v naslednjem letu. Priključitev, možnost biti ambasador ne bodo imeli zgolj in samo prepoznavne, slavne osebe, ampak tudi tisti mladi, ki želijo deliti svojo zgodbo, zakaj participirati, podati svojo izkušnjo, bodo vabljeni, da se pridružijo. Tudi organizacije, ki želijo izvajati kampanjo, aktivnosti v okviru kampanje, bodo deležne odprtih urad. Hkrati vabljeni tudi k spremljanju naše prenovljene spletne strani, kjer bo možno prebrati tudi več o sami kampanji in pa tudi ostalih aktivnostih Mladinskega sveta Slovenije.